V Novem mestu dvoboj domače Krke in Celja, to je bil dvoboj za obstanek. Krka je bila 9, le 6 točk zaostanka za nogometaši Celja. Prva akcija tekme je poizkus Marija Carevića, a eden izmed Celjanov je žogo izbil pred golovo črto. Kmalu še ena priložnost za Carevića, tudi tokrat je bil nekoliko premalo natančen, meril je visoko čez gol. V 19. minuti prva akcija gostov iz Celja, bomba Vrahovca, na pravem mestu pa Obradović, ki je tudi najboljši vratar prve lige v letošnji sezoni. Še napad za Novomeščane, žoga pred vrata, poskušal je Marin Perić, brez težav Mojčinović. Po pol ure igre predložek Gobca in velika priložnost za Rajsla, ki je tokrat zgrešil vrata Obradovića. Do konca prvega polčasa še dve lepi akciji, najprej velika priložnost Celjana in smešna situacija. Verbič je nehote spotaknil svojega soigralca, potem pa zgrešil in takole še enkrat velika priložnost Celja, tudi tokrat gola ni bilo. Je pa padel gol na drugi strani, to je bila priložnost za Novomeščane, zadetek Saše Ranića, podaja Carevića, Ranić pa je bil na pravem mestu in popeljal Krko do prednosti 1-0. Zlata vreden gol Krke ob koncu prvega polčasa, v drugem delu pa je bilo še naprej izjemno živahno na eni in drugi strani. Najprej je meril Widmajer, brez težav domačega vratarja. Priložnost Krke, poskušal je Ranić, Mojčinović je žogo uspel izbiti. Po dolgi podaji naprej priložnost za Perića, ki je meril daleč, nekoliko previsoko, potem pa prosti strel za Celjane, situacija, ki je prinesla prekršek za 11-metrovko. In to je bila velika priložnost gostov za izenačenje v Novem mestu. Podal je Gobec, tole pa je bil prekršek za najstrožjo kazen. K žogi je stopil Verbič in izjemna obramba Obradovića, ki je tokrat rešil domača vrata. Teklo je zadnjih 10 minut, najprej priložnost Krke za povišanje prednosti. Perić je imel na glavi veliko priložnost za povišanje. Še ena akcija Marina Perića, ki je bil zelo dobro razpoložen, tokrat na pravem mestu celjska obramba. Po novem kotu pa zadetek Marija Carevića, direktno iz kota je poslal žogo na drugo vratnico in povišal prednost v 83. minuti. Nedvomno gol, ki ga redko vidimo na nogometnih igriščih, tokrat je padel kar v slovenski prvi ligi. Potem pa druga stran in situacija, ki je prinesla novo 11-metrovko. Rumeni karton za Obradovića, k žogi je stopil Gobec in bil natančen, 1-2 v 87. minuti. Celjani pa so krenili po izenačenje in to jim je uspelo že v naslednji akciji. Tekla je 88. minuta in podaja na drugo vratnico. Na pravem mestu je bil Benjamin Verbič, ki je takole zatresel mrežo za 2-2. Pravi šok na tribunah v Novem mestu, 2 gola v pičlih 2 minutah. Tokrat pa so nogometaši Krke želeli prepovedan položaj, ki ga ni bilo in akcija se je nadaljevala. Gol je bil to za Celjane, Verbič pa je bil tisti, ki je postavil tudi končni izid srečanja. Krka Celje na koncu neodločeno 2-2.